Televizija Slovenija. Glede gradbeništva, podjetja nekako napovedujejo ena z drugim stečaj oziroma prisilne poravnave, tudi SCT. Tudi ekonomisti, danes tudi sindikati so opozorili, da to predstavlja zelo veliko težavo za celotno gospodarstvo, ker so pač delovna mesta odvisne od tega sektorja. Kako misli država pomagati oziroma kako naprej? No, jaz moram še poudariti, da pravzaprav je država že sprejela vrsto ukrepov, ni sicer ne samo za področje gradbeništva, s katerim je pomaga oziroma skuša pomagati podjetjem, ki so v krizi. Mnoga podjetja so te ukrepe, kot je skrajšanje vračila DDV-ja in še vrsto drugih ukrepov, ne bom zdaj naštevala, tudi garancijsko shemo uporabila. Dejstvo je, da področje gradbeništva zagotovo je utrpelo največ posledic te krize. Kriza je najbolj udarila gradbena podjetja. Mi na Ministrstvu za gospodarstvo skupaj z drugimi ministrstvi pripravljamo nabor ukrepov. Smo imeli že pripravljeno na vlado, vendar smo še ugotovili, da določene stvari bi lahko naredili bolje, tako da jaz pričakujemo v roku 14 dni bomo prišli tudi z dejanskim programom in novimi ukrepi, ki bojo namenjeni samo za področje gradbeništva. Vendar pri tem želim poudariti, da država zagotovo ne bo s svojimi ukrepi mogla pomagati gradbenemu sektorju, da bo ostal v takih dimenzijah, kot ga imamo danes ali pa kot je bil pred enim letom. Jaz še enkrat poudarjam, gradbeni sektor se bo skrčil, to je dejstvo. Država tukaj lahko pomaga samo s tem, da dejansko zažene investicijski cikl. Jaz tudi na tem področju pričakujemo, da bomo v drugem letu že imeli pripravljeni nekaj infrastrukturnih projektov, kjer bo gradbeništvo dobilo posel. Lahko nekaj naredimo na plačilni nedisciplini, na preprečevanju plačilne nediscipline in lahko nekaj naredimo na področju internacionalizacije, se pravi pomoči tudi gradbenim podjetjem pri pridobivanju poslov gradbenih v tujini. To so, mislim, da tudi tista glavna področja, kjer lahko država intervenira, drugače pa tukaj deluje trg. In verjetno bo kakšno podjetje zaključilo še v stečaju. Za delavce seveda tudi v teh podjetjih pa bo država poskrbela tako, kot nasplošno velja za ukrepi, ki jih izvaja Ministrstvo za delo preko Zavoda za zaposlovanje. Še zadnje vprašanje za ministrico, Marko. Če lahko malo bolj pojasnite, po eni strani je ful enih ukrepov se pač pomagati gradbenemu sektorju, konkretnim podjetjem, tako ali drugače, na drugi strani so delavci, pač zdaj ali so slovenski ali so z drugih držav, vseeno pač lahko malo bolj poveste, kaj bo država tle naredila. No, klede, mislim, da ni kakšnih posebnosti, nič novega vam ne bom razkrila. Vsi vemo, da ima ta država urejen sistem za zagotavljanje socialnih pravic delavcev, ki izgubijo delo preko Zavoda za zaposlovanje. Tudi v teh primerih bomo pač izkoristili ta ukrep in to je tisti ukrep, ki ga država zagotavlja. In dejansko tudi vsi drugi ukrepi so namenjeni podjetjem z enim samim namenom, da se ohranijo delovna mesta. Ampak, če so podjetja v tako slabi kondiciji, da tudi ti ukrepi, te spodbude ne pomagajo, potem upam, da razumete, da pa tudi država nima čudežne paličice, da bi pa zdaj vsa ta podjetja rešila. In bodo določena podjetja bodo pač morala umreti. Za delavce bomo pa poskrbeli tako, kot je treba. Tudi za tujce, mislim, da je bilo že nekaj ukrepov tudi na tem področju, predvsem za tujce iz Bosne in Hercegovine poskrbljeno, urejeno in na tak način bo država reagirala tudi v prihodnje. Moram pa še nekaj reči, ker stalno me sprašujete, kaj boste naredili za SCT, kaj boste naredili za posamezno podjetje. Nič za posamezno podjetje. Ni naloga države, da pomaga, sploh če so v zasebni lasti, posameznim podjetjem. Mi lahko sprejemamo sistemske ukrepe, s katerimi pač pomagamo določeni ciljni skupini podjetij ali pa gospodarstvu nasploh, da lažje, zdaj v tem primeru seveda prebrodijo krizo ali na kakršenkoli drug način prebrodijo kakšno težavo. Zato konkretno za posamezno podjetje pa seveda država ne bo in ne more reagirati, tudi ni smiselno.
V redu, hvala ministrica. Hvala. Se opravičujem. Ja. Me zanima, če boste pritegnili k pomoči tudi slovenske banke, ker je jasno so povezave med gradbinci in slovenskimi bankami in če boste k sanaciji oziroma k pomoči pritegnili tudi slovenske banke. Smo se pogovarjali z bankami tudi o možnosti sodelovanja. Jaz sem prepričana, da bojo seveda banke se morale vključiti, saj bi morali pravzaprav tudi banke biti zelo zainteresirane, ne, da predvsem tiste nepremičnine, ki jih imajo pravzaprav one zdaj nekje v svojih naložbah, čim prej najdejo svojega ta pravega lastnika. Več pa, ko bo program o gradbeništvu na vladi potrjen. Hvala lepa. Hvala ministrica.